V naslednjem prispevku pa se bomo premaknili v Prvo svetovno vojno, ki nam bo predstavil Grigor Lemuš iz Arhiva Republike Slovenije. Ja, torej tako pozdravljamo tudi na imena. Zdaj, dr. Barkovac se pogovorimo o imenu vlogu, ko so ljudje še imeli težave, če bi izbirali med vegetarijanskim enostavno bolj obilnim jedilnikom. Zdaj, jaz se žal pomikam v obdobje, kjer bi ljudje bili veseli, če bi imeli četrtino te izbire, pa mislim, da niti bi se imeli desetino ali še celo manj. Torej, spregovoril bomo o prvi svetovni vojni, vojni gospodarstva in pa spremembi vsakdanjega življenja in prehrane na spodnjem Štajerskem v času prve svetovne vojne. Zdaj, prva svetovna vojna ali velika vojna je bila ena tistih prvih prelovnic 20. stoletja, ki je spremenila vsakdanjega življenja, predvsem pa je zelo ostro posegla v temeljne uveljavljanja doktrine tedanjega gospodarstva. Zdaj, kar zadeva sami vojni, so se vojne do tedaj bolj ali manj bojevali na bojiščih, ki so bile 100 km oddaljene od vsakdanjega življenja. Zato da svetovna vojna pa nastopi en trenutek, ko ljudje sprva euforično sprejemajo tole vojno napoved agresorki Srbiji proti Habsburški monarhiji, nato pa razmerno hitro ugotovijo, da ta je obljuba, da bo vojna končana do konca leta 1914, je zgolj iluzija, in to je iluzija, ki je nikakor ni možno uresničiti. Da pa se zadeva še veliko bolj zaplete, pa se zaplete seveda pri vsakdanjem življenju prehrane, glede na način so pričakovali, da bo to potegnilo za seboj pomanjkanje in to pomanjkanje, ki bo do tedaj, recimo, da kmetje so že bili vajeni, ampak ne v takšnih razsežnostih. Težave so nastopile predvsem zato, ker je Avstro-Ogrska zabredla v težave že pred samim izbruhom velike vojne. Tako nekako od konca 19. stoletja, ko je Avstrija anektirala Bosno in Hercegovino, oziroma prevzela primarno Bosno in Hercegovino, se pričnejo v avstrijskem gospodarstvu kazati spremembe, težave brezposelnosti in pa socialni pritiski. Sočasno s prvimi spopadi v veliki vojni se pa je monarhija lotila silovite propagande, ki je imela namen ljudstvu dvigniti moralno in pripraviti na vojno stanje. Tako je sam cesar Franc Jožef v razglasih spodbujal svoje narode, svoje prebivalce, da so se aktivno udeleževali vojno, ne da so vstopali v vojne vrste Habsburške monarhije in s tem na nek način spodbujali nastanek in delovanje te vojne mašinerije, ampak hkrati tudi s tem, da so ljudje darovali za tujo vojsko lastno dobrino. Seveda ob obljubi, da je Avstrija seveda preskrbljena in da bo za prvo fazo vojne nahaja potrebnih okoli 300.000 kron, konec leta, kar pa ne bi smelo predstavljati večjih držav, saj je država seveda za to poskrbela, da je ustrezno kredite. Že razmeroma malo po pričetku vojne je Avstrija, oziroma Avstro-Ogrska, izvedla tudi prve reforme. 25. julija 1914, tako v zakonskih predpisih, poskušala preoblikovati gospodarstveno vojno stanje. Predvsem so se v tem času, kot že rečeno, pričela pogajanja z različnimi bankami in pa 1. avgusta 1914 država sprejme prve zakone, ki so neposredno posegli na področju gospodarstva in so omejevali izvoz različnega blaga, torej predvsem blaga, ki je bilo potrebno za priskrbo prebivalstva. Ministrstvo za notranje zadeve in tako s tem ukrepi strogo prepovedalo kakršnokoli izvažanje prehrambnih izdelkov, torej moko, mlinarskih izdelkov, recimo žita, sočivja, riža, predvsem pa tudi živalnih živalskih izdelkov. S cesarskim ukrepom, oziroma ukazom, si je država prav tako zagotovila navaja pravico do izvajanja podpisa zalog neobhodno potrebnih reči. V skladu s tem cesarskim ukazom so seveda vsi predelovalci, prodajalci, lastniki, zemljišč, skladišč in pa prometna podjetja dobila nalogo, da so opisali svoje zaloge in pa nalogo, da teh zalog ne bi brez kontrole prodajali. Seveda so vedeli tudi represivne ukrepe, za sprva še denarnimi kaznimi od nekaj 1000 kron do 3 mesecev zapora. Zdaj, tekom vojne se to spremeni, zdaj teh nekaj 1000 kron se narasla na nekaj 20.000 kron in pa zaporne kazni 3 mesecev so bile takrat za najtežje delikte
porasejo iz enega tedna, recimo tudi na eno leto. Država se je v tem času predvsem zavedala težke situacije v kmetijstvu, predvsem zaradi tega, ker je veliko moških odšlo na fronto, s tem pa so imeli kmetje, ki so ostali seveda, recimo na spodnjem Štajerskem, velike težave pri pospravljanju svojih pridelkov. Da bi pospešili pospravljanje površin in seveda preprečili goljufanje, kar je bilo bistveno pomembnejše, kot pa pospešili samo pridobivanje površin, je država s posebnim ukrepom avgusta leta 1914 naložila občinskim pokrajem, da so imenovali posebne nadzornike, ki so imeli nalogo organizacije dela za pobiranje teh površin. Po poročanju časnika Slovenskih gospodar so bili imenovani komisarji za spravo pridelka, ki so imeli nalogo po eni strani zagotoviti zadostno delovno silo, ki bi učinkovito pa hitro pospravili pridelek, hkrati pa tudi dejansko nadzirati ljudi, da ne bi pospravili pridelkov v lastni žep ali jih pred državo skrili. Zanimivo je tudi to, da so tile komisarji imeli nalogo, da so delovno silo pridobivali v šolah, med mladino in pa v zavetiščih. Pričeli so tudi recimo v časnikih, se pojavljati prvi prispevki, v kateri so mladino spodbujali to, da lahko tudi prispeva svoj delež v tej vojni proti Srbom na tak način, da torej se aktivno udeležijo pri aktivnosti pospravljanja pridelkov. Šolska mladina je tako celo sklepal Ministrstvo za šolstvo dobila nalogo, da je moralo sodelovati pri spravljanju pridelkov in to vsa mladina starejša od 10 let. To je veljalo predvsem za mestno prebivalstvo, torej mestne občine so imele izrecno pravico, da so recimo šolske klubi, če je bilo to potrebno, odpovedali ali pa skrajšali, medtem ko je že od začetka velike vojne veljalo, da so v ruralnih področjih otroci recimo lahko predčasno zaključili šolsko leto, če je bilo pač potrebno za to, da bi lahko zagotovili spravljanje površin. Na eni strani je država torej skrbela za pobiranje površin, ki so že bile posajene, hkrati pa je gledala tudi že naprej, to se je potem v drugi polovici leta 1914 izkazalo za bistveno pomembnejše, saj so morali zagotoviti preživetje, torej se je bolje postavilo očitno, da bo ona lahko trajala zgolj nekaj mesecev in končala z vodičem. Tako so v časnikih začeli kmete spodbujati potem, da bi mislili na leto 1915 in predvsem sejali navajanje pšenico, rž, krompir, sočivje, navedli so stročno sadje, da bi se tem pridelki spopolnili hrano, ki jo dobivamo od živinoreje in lekarstva. Prav tako so jih pospodbujali k temu, da če bi podnebne razmere torej vreme to veljalo, da bi zasadili tudi koruzo. Sočasno s tem so spolokli tudi dobičkarjev, ki naj bi poskušali vojno stanje seveda izkoristiti v lastno korist in se jih bili preprodajati. Za te so bistveno dvignili kazni in tudi te ukrepe pričeli prepovedati v vojnih občinih. Same razmere na trgu z žitom so postajale v drugi polovici leta 1914 vedno bolj neznosne, saj je obrske polovice monarhije, avstrijske polovice monarhije zmanjšala dotok hrane. Slednje pa je vplivalo negativno predvsem na rast cene žita, moke in podobnih pridelkov in izdelkov. Zato je država poskušala uvesti maksimalne cene, čeprav je žal treba reči, da teh maksimalnih cen se praktično trgovci vsakodnevno niso držali. Zdaj, časniki slovenski so polni, tudi nemški so polni poročil, ko so recimo tarnali ljudje, da na tržnicah trgovci prodajajo bistveno predrago, recimo krompir, in pa, kar je bilo zanimivo poročilo, so se pojavljali, ki recimo pišejo, da so na spodnjem Štajerskem cene tudi za 10 in več odstotkov više, kot nimo v osrednjo avstrijskih deželah, s čimer so se znova slovenski kmetje pač počutili pretentani. Konec leta 1914 in pa v začetku leta 1915 sta trgovsko ministrstvo in pa ministrstvo za poljedelstvo oziroma poljedelsko ministrstvo izdalo ukaz, ki je kmetom in pa predvsem vinarjev nalagal način izdelave moke. Torej, moko, ki so smeli izdelovati po teh nalepah, je bila moka za peko, moka za kruh in pa moka za kuho. To moko so morali na to kmetje dodatno še mešati, tako je pšenična moka za kuho morala vsebovati vsaj 70% pšenične moke in pa 30% ječmenove moke.
Moka za kruh denimo pa mora biti sestavljena 70% pšenične moke in pa 30% koruzna ali krompirjeve moke. Zdaj, tukaj je zanimivo predvsem to, da recimo danes, ko greste v pekarno, vas bo ajdo korusov bistveno več kot, kako vem, neka bela štruca navadna. In danes recimo nekdo sploh, vsaj mlajši sploh ne želijo jesti navadne valite. Takrat recimo, da bi ljudje za belim kruhom bili bistveno bolj zadovoljni, so beli kruh, ki ga danes v bistvu smatramo za neko delikateso ali kot pekovsko, torej pecivo. Zdaj pa, kljub bistvu že latentnemu nekemu prisotnemu, vsakodnevno prisotnemu pomankanju, pa so posamezna mesta dobila vedno nove in nove zadolžitve. Tako sta denimo Maribor in Celje že takoj po začetku vojne dobili nalogo, da so zgradili barakarska naselja, v katerih bi lahko preživela večjo količino vojakov, zdaj v Mariborskem primeru tudi več tisoč. Mestne občine, tako Mariborska kot Celjska, sta že od vsega začetka imeli težave, kako te ukaze sploh izpolnjevati. Za trajanje vojne pa so pri vsem tem vojakom, ki so na tem območju bivali, prihajali tudi ravnice. In zanimivo so opaske, recimo v Mariborskem mestnem svetu, kjer pišejo na eni izmed sej v letu 1915, da zraven vojakov, ki jih morajo preskrgovati v mestu, morajo skrbeti tudi za večje količine ranjencev, torej moških, ki so prišli v mesto ranjeni in so dela nesposobni, torej samo ležijo in jih je potrebno prav tako skrbeti ne le zdravstveno skrbom, kot tudi s prehrano, ki je že v tistem času tako primanjkovala. Zato se je mestni svet v Mariboru vračal na Gradec in pa na Dunaj, da bi jim pomagali, vendar žal brez uspeha. S trajanjem vojne pa je nastopilo tudi stanje omejevanja živil in v letu 1915 in 1916 lahko recimo časniki kot Slovenski gospodar Stražen Slovenec zasledimo poročilo o tem, kako je sploh izgledala takratna prehrana. Tako je bilo zanimivo, da so določili, da so smeli posamezniki porabiti na mesec največ 7,2 kg moke ali 9 kg žita. Navaja. Na dan pride torej na osebo 24 kg moke, skoraj 1/4 kilograma ali 300 kg žita. Konec rekli. Peki so tako smeli stecali toliko kruha, koliko so ga dejansko lahko na dan podali. Vsaka prekomerna poraba moke ali za recimo izdelavo testa, torej, ki se je pomenil na to v koš, pa je lahko bila kaznovana za kazno med 2000 in 20 000 kronami ali celo zaporno kazno enega tedna bo celo enega leta za odpustke. Na Spodnjem Štajerskem se je na to med kmeti zelo hitro razširila negotovost, saj so kmetje poskušali od države in pa predvsem s prvi vrsti od oblasti, lokalnih oblasti siliti, da bi se tale dnevna poraba moke dvignila. Slovenski kmetje so namreč predlagali, da bi se iz 1/4 kilograma moke na dan poraba smela dvigniti na 1 kilogram moke. Saj so po njihovih navedbah, kot piše Slovenski gospodar, kmetje moko uporabljali ne le pri peki kruha, ampak tudi pri kuhanju zjutraj, popoldne in pa zvečer. Časnik si je pravično sestavil vprašanje, ali bilo mogoče, da bi kmetje pri zgolj 300 gramih moke, ki so smeli po navodilih države porabiti za svoj dnevni obrok, lahko sploh preživeli, pa predvsem lahko fizično delali. Razločiti med delom na kmetih in delom v mestu je velik. Kmet naj bi tako moral za normalno delo pojesti vsaj 3/4 kruha na dan. Njegovo delo se je namreč zelo pogosto pričelo že ob 3 uri zjutraj in trajalo cel dan. V mestih je glavno hrana meso. Juha, meso nekaj kupe kosilo v to. Kmetje so tako po mnenju slovenskih časnikov, zdaj tukaj seveda treba razumeti, zdaj slovenskih časnikov, kmetje so bili po večini na Spodnjem Štajerskem seveda Slovenci. Mestno prebivalstvo je v začetku 19. stoletja po večini bilo nemško, zato že v osnovi tukaj nastopali varstvo. Če greste gledati recimo časnike, ki so Marko Pocajtov na področju tovrstnih rezultatov, ne boste na tak način zaznali, oziroma boste zaznali ravno nasprotno propagando, torej, da so se slovenski kmetje neprestano pritoževali na tem, da so njihovi obroki premajhni in potem vprašanje, kako so lahko obroki slovenskih kmetov premajhni, kot na Sloveniji, torej na tržnicah v mestu prodajajo svoje dobline in to za zelo dobro denar. Tako da so tukaj ves čas bili v zadnji neki
nacionalnim odnosom, pa predvsem nacionalnim trenjem. Zanimivi podatki so recimo tudi o tem, kako napredna je bila tedanja nutricistika. Torej danes je nutricistika nekaj popolnoma vsakdanjega, ampak recimo zanimivo je bilo, da se v zapisih v časnikih iz časa Prve svetovne vojne najdejo navedbe o tem, kakšna je bila torej sestava živil, ki so jih jedli. Kmetje tako po navedbah časnika Straža na dan porabijo 120 gramov beljakovin, 60 gramov maščob, 540 gramov škroba ter 80 gramov različnih mineralov. Po navedbah istega časnika naj bi 1 kilogram žita vseboval 130 gramov beljakovin. In zato se časnik dejansko v tem času sprašuje, na kak način naj bi torej Slovenec oziroma kmet sploh zagotovil svojo dnevno potrebo, pri tem pa še dejansko vsakodnevno delo. Zaradi tega pa so kmetje tako obljubili nad tem, da torej žita in pa moke in drugih pridelkov niso potrebovali izključno samo za lastno prehrano, ampak tudi za prehrano svin, mladih krav, pa žrebičkov. Treba priznati, da so tudi slovenski časniki kmete merili s tem, da so jih pač opozarjali na to, da so vladne uredbe sicer bile veljavne, vendar pa niso obsegale vseh živil, tako da so denimo iz njih bile izvzete dobrine kot so recimo bob, repa, fižol, ajda, proso, lečen, da ne pač poskušali svojo prehrano, ampak pomanjkanje moke in žita na tak način nadoknaditi. Do racionalizacije pravne pomena besede pa na to pride tekom leta 1915, ko se sprva na nek način poskusno v mestih, kot so Grabec, Celje, Ptuj in pa Maribor uvedejo krušne dovolilnice ali krušne karte, kot so jim pravili v časnikih, in po 24. juniju 1915 praktično po celem območju spodnje Štajerske. Te krušne karte so bile za številne velikennike, saj je težava predstavljala ta, da so sprva upravili popis količine žita in pa moke dejansko kmetje oziroma prebivalci hranijo na svojih domovih in na podlagi teh popisov so na to določili, katere družine sploh smejo priti do teh kart. In določilo je veljalo, da pač dokler družina ne porabi lastnih zalog, ki so pač bile za cenzusom določene, tako dolgo tudi ni upravičena do izdaje novih živilskih kart, oziroma teh krušnih kart. Prav tako je zanimivo, da se v tem času, ko se krušne karte uvedejo, zdaj je težko preveriti, ali je bilo to res v prehrani potem dejansko realizirano, kaže sprememba med prehrano v mestu in na podeželju, tako so dnevno porabo žita v mestu imeli na 200 gramov, medtem ko so kmetom dvignili porabo na 240 gramov moke in pa 300 gramov žita na dan, čeprav je zanimivo, da primerjaš te podatke so potem identični podatki, ko so bili par mesecev prej, tako da vprašanje, ali je to izvajanje potem v vsakodnevnem življenju dejansko funkcioniralo. Prej sem omenil, da je prihajalo med prebivalstvom do vse pogostejših trenj. To je bila posledica predvsem nacionalnih odnosov in časniki se za trajanje vojne polnijo z zapisi o tem, kako so recimo na mariborski tržnici razjarjeni meščani napadli neko slovensko kmetico, ki je poskušala prodajati svoje mleko in ji razdeli vse steklenice, tako da je bil celotni dnevni pridelek mleka dejansko uničen. Potem drugi so recimo zapisi, kjer je prodajalka krompirja prodala krompir po visoki ceni in so jo sklopali in celote s pestmi, celotopicami. Tako da ti zapisi so dejansko zelo zanimivi, čeprav kažejo na neko tragično situacijo, ko so dejansko se ljudi borili za njihov privilegij. Dr. Himmelreich ugotavlja, da so se recimo v Celju samo od junija leta 1914 do decembra 1915 cene do te mere spremenile, da so narasle pri posameznih produktih celo za 104%. Zdaj država je poskušala svoje, da bi zagotovila preskrbo čim širšega kroga ljudi in je uvajala vedno nove ukrepe, ampak ti ukrepe so se vedno znova bolj nakladno končali, ko niso imeli aparata administrativnega, ki bi to nadziral, predvsem pa so posamezni ukrepe bili uvedeni na eni strani od ministrstva za poljedelstvo, po drugi strani pa za ministrstva za notranje zadeve, ki med sabo koordinacije nista pretirano dobro izvajala. Zato so tekom leta 1915 uvedli
dvonižitni prometni urad, ki je imel sedež na Dunaju in tale urad je potem pričel tudi v posameznih deželah ustanavljati lastne podružnice. Zdaj, kmetje in pa slovensko prebivalstvo Spodnje Štajerske nad temi ukrepi seveda ni bilo navdušeno. Časniki so se polnili pritožb in ena izmed teh je bila sledeča navajanja. Uradniški aparat je gospodarjen kmetijskim ljudstvom je tuj. Vsak dan se vrže vrečo kartografno na hladen skenen, kjer je spravljeno žito. Konec navedka. Kmetje so prav tako menili, da birokrati niso prav ničesar vedeli o njihovem vsakdanjem življenju, ničesar niso vedeli o poljedelstvu, o načinu načrtovanja letine. Po njihovem mnenju so samo dan za dnem izdali vedno nove okaze, s katerimi so slabšali njihove življenjske razmere. Navajamo. Kaj zmore mladi mož, ki je 8 let vozil letinico in 4 leta mladi pravo, če v kmetijskem delovnem načrtu in nič, po hitrosti premikanja volov, po vitju in po nativnem redu kmetiji nima nobenega pravega pojma, konec navedka. Ravno iz takšnih, recimo navedb, potem postaja zelo jasno, zakaj so tudi politiki v tem času uspeli situacijo uspešno izkoristiti v svoj prid in z propagando to vrsto že tako razjadeno prebivalstvo, ki je živelo pomaknilo postopno pridobiti na svojo stran